Lep dober dan. Danes na zaključku naše sezone, večer z Manco, vsi smo tukaj srečni in veseli, da ga praznujemo z nagovori tišine. In da bomo začeli s tišine, predlagam, da smo malce v tišini. Mi se bomo za roke prijeli, vsi zapremo oči in smo malo tiho. Lepa hvala. Je luštno, a ne? Biti v tišini. Ne vem, kje bi začela. In najbolj, da vam po resnici povem, da sem vznemirjena, ker sem danes prvič knjigo prebrala v celoti. Prej sem brala samo vaša pisma, svojih pa ne. Zdaj sem pa še svoja. In sem kar presunjena. Presunila nas bosta pa ta dva lepa fanta, ki bosta zapela in zaigrala na klavir eno bodilo eden drugi. Miha Zupanc-Kovač bo zapel. Na klavirju pa ga spremlja Peter Barbo. In da bomo poleteli v ta čarobni čas, bomo poslušali samospev o mahu. Prosim. Mak žari, si dekle moje ti. Mak žari, pomniš zlati sončni žar, bliskal je na najin par, zažarela si v obraz, kot mak v poletni čas, v tvoje oči zatopljen. Sanjal sem nebeški sen, zdaj sem sam, oh, ki si ti. Mak žari, ki si dekle moje ti. Ta prelepi samospev je seveda samospev o hrepenenju. Kje si, moje dekle ti? In v bistvu je tudi v naši knjigi veliko hrepenenja. Hrepenenja po lepoti, po presežnem, po tišini, miru, po marsičem, ker hrepenenje nas presega, ker nas vodi v druge svetove. Tamle manjka arhitekt Ira Zorko, ki je obljubil, da bo prišel. Režiser Tomi Janežič vas pa vse lepo pozdravlja, ampak res ni mogel priti, ker ima danes svojo delavnico. In prioritete, ne?
Tako da mi drugi smo pa zvesto tukaj. Robert Dolinar, arhitekt in še filozof in teolog, predvsem pa čudovit človek. Joni Zahonšek, čudovita človekinja, slikarka, pesnica, meditativna, kaj bi rekla, meditativno bitje, ki živi dostikrat v eni drugi dimenziji. Vesna Veljkovar-Buhilica, kadar boste brali njene prevode, se zavedete, da je to tudi njeno delo. In jaz ponavljam, ker sem tolikrat že rekla, da so mnoge knjige v njenem prevodu, prost Vesna, boljše kot v originalu. Ne smeš protestirati na začetku? Če so boljše kot original, je slab prevod. Dobar, ampak je pa lepši. In dragi Dušan Šarotar, poet z vsako celico svojega telesa in veliki favorit za Zvezdno harto roman, ki je pred kratkim izšel, je bil nominiran za Cankarjevo nagrado, zdaj pa še za Hrestnika. Tako da, kaj bomo naredili 23. To bomo takrat razmišljali. Moje prvo vprašanje pa je, ki ga je prav današnje branje spodbudil. Mi smo si ta pisma pisali zelo zares. In v tem času, ko so SMS-ji, pa kratki e-maili, pa to, si pisati taka dolga pisma, je staromodno, je nemoderno, je zaostalo in ne vem kaj še. Robert, a bi ti povedal, zakaj pisma? Tamle imaš mikrofon. Zato, ker me je Manca povabila k pismom. Mogoče povem, kako sva se spoznala. Povej. Tle smo vsi svobodni in Robert je napisal v enem od pisem, dobro, da mi daješ svobodo, če ne si ne bi dopisoval s sabo. Ja, z Manco so se prvič dobila na njeno pobudo, ko je želela videti eno od mojih majhnih del. Ne vem, kje je našla, v eni reviji, najbrž. Outsider. In potem sva se res v času korone dobila v Ljubljani in sem jo vprašal, kaj bi rada videla. In je rekla, tisto pa tisto stvar, pa sem rekel, ta je pa v Albaniji. In Manca pravi, ja pa pejva. Ampak ker ni bilo možno potovati takrat, sva šla pa pogledati eno drugo stvar. In po tistem dnevu sem bil prepričan, da je Manca spoznala najmanj zanimivega človeka v svojem življenju. In sem si mislil, no, da sva se videla prvič in zadnjič. No, potem sva si pa začela dopisovati. In dopisovanje je vedno, sploh pa z Manco, ena posebna dejavnost, ki se človeku, vsaj meni, težko se stvari lotim. Potem pa z veseljem delam. In dopisovanje je kot nekakšen pogovor z nekom, ki ni čist neposreden in se lahko več misli predelamo v tistem času, ko sestavljamo besede. Čeprav so tudi te besede pa ti stavki nekako potlačeni v naš čas, pa v naše delo, pa v naše vsakdanje obveznosti, tako da spet toliko časa ni,
na razpolago, ampak mi je bilo veselje to pisati in pa je na nek način raziskovanje odnosa z drugim, raziskovanje drugega, odkrivanje drugega, hkrati je pa odkrivanje sebe pa svojih misli, ker je res, da moje delo je predvsem arhitektura, je primarno je arhitektura in potem so pač nekatere stvari še zraven, ampak ukvarjam se zelo z materialnimi stvarmi. Besede, stavki, dopisovanje z nekom, naj bo prijateljsko ali pa predvsem prijateljsko, kar je to bilo, ima pa drugačno snov, z drugačno snovjo se ukvarja in zato mi je bilo vedno težko se spraviti, ampak vedno lepo, ko sem delal. No, hvala. Ko sem spoznala tebe, Robert, v kapeli za duhovne vaje svetega Ignacija, tukaj zraven Viba filma, ne? In so prišla v tisto čarobno kapelo, nepozabno. To imam pod vekami, najbrž bom nesla tja čez. Si rekel, no, zdaj bo pa nekaj časa tiho. In to me je tako presunil, še noben človek me ni srečal, pa je rekel, zdaj bo pa nekaj časa tiho. Posebej mene nekaj, se veste, ljudje mislijo, da ne znam biti tiho, pa sem najrajš. No, in takrat sem vedela, da si pravi, sem rekla, to je pa najbolj zanimivih ljudi, ki spoštuje tišino. Ti, draga Joni, ki te poznam pa že mnogo let, si pa zame svečenica tišine. Ti pa živiš v tišini od jutra do noči in od noči do jutra. In tvoje slike imajo vedno, ne glede na to, kaj naslikaš, toliko tišine in miline, da bi človek zaplavil in zapustil ta svet, pa vendar, kot Robi večkrat reče, tukaj smo, to je naš edini svet. A je za tebe pismo kot forma nenavadno, ali kako ti doživljaš pisma v sodobnem času? Pisma sem vedno imela zelo rada, dopisovala sem se v bistvu strastno, recimo svojo mamo, ko me 2 leti ni bilo, ko sem šla od doma prvič po srednji šoli, pa pač s kakšnimi prijatelji, pa z Vladotom Sopotnikom, ko me ni bilo recimo 3 mesece. Tako da pisma so v bistvu mi zelo blizu, nikoli pa še nisem do zdaj vedela naprej, da bi bilo javno. V bistvu do zdaj še niso bila nikoli javna, da bi že naprej vedela, da bo to objavljeno. Tako da zaradi tega mi ni bilo lahko sprejeti tvoj izziv Manca in če ne bi vedela, da je nemogoče ti reči ne, bi rekla ne. Mogoče tudi zaradi teme, ki mi je tako blizu, da je težko govoriti o njej, se ti zdi skoraj prepovedana tema. In tudi vedno nek občutek, pa saj kaj imam pa jaz za tem povedati. In če je kaj, kar se je utelesilo v vseh letih v meni tišine, si želim, da bi to lahko delala v mediju, ki je meni najbližje, to je slikarstvo. Tako da ne pišem sicer, nikoli ne mislim, da kar napišem je pesem, kakor včasih Manca reče, ampak mi je pa dialog, intimni dialog. Na nek način bi si želela, da je vsaka beseda najintimnejša pismo, najintimnejša beseda intime komorkoli. Tako da ne bi želela v bistvu, da je meje med ljudmi ali pa namenu
zakaj pišem, ker v bistvu vse je naše srce in vse je naša intima, tako da o tem. Joj, kaj pravi tvoje srce? Vse je naše srce. Draga Vesna, prosim, nekaj ne reči, da je bilo tudi tebi težko. Ampak ti si že veliko pisem prevedla, zdaj si pa prevajala utrip svojega srca. A ne? Dejansko mi, a se to sliši? Ne, se sliši. Okay. Dejansko je bil Bliži. Dejansko je bil eden glavnih problemov, isti, ki ga je Joni omenila. Sproti sem morala odmišljati, da bo to misel, sproti sem morala odmišljati to misel, da bodo te besede, ki so hotele biti popolnoma brez sprenevedanja, da bodo brali tudi na tisoče drugih. Ob tej misli me je zgrozil in to vpliva na način pisanja, ampak nisem hotela, da vpliva, zaradi tega je bilo veliko teh, mogoče bi tudi to eden od razlogov, zakaj je toliko časa trajalo včasih, da sem odgovorila. Ker ta misel je bila potem postajala čedalje bolj prezentna, to bodo brali tudi tretji ljudje. Drugač pa, kaj si me pa zaprav vprašala? Forma pisma, ki se mi zdi tako nenavadna za sodobni čas, pa tako rada bi vam rekla, da zdaj, ko bodo počitnice, pišite pisma. Ali sami sebi, ali svojemu drugemu, ali svojemu dnevniku, ampak pišite pisma, ker to je izraz, ki ga duša potrebuje, se mi zdi, da spravi v besede, ker občuti. In ko zapišete besedo, je vse drugače, marsikaj je veliko lažje, marsikaj pa težje, ko je beseda napisana. Marsikaj se izkristalizira celo, medtem ko pišeš misli. Ne, saj samo to sem hotela reči. Marsikaj, kar imaš v sebi, kot eno meglenico nečesa, misli, občutkov, in ko začneš pisati, se skozi besede začne kristalizirati. To je zanimivo, ja. Torej, ti si za, dragi Dušan, zdaj si pa ti na vrst. Ti kot pisatelj poznaš vse možne forme literature, ampak kako pa doživljaš pisma kot obliko govorice, jezika? Tako bom rekel, da seveda tvoje povabilo, sem bil vesel, sem izbranca, koliko se je pospomnila Armanca ravno name, kje me je našla, bil sem počeščen in vesel, in ko si rekla to, pa ti bojo, sem si mislil, no, pa kako se pa mislim, pa vsi drugi se ne poznamo med sabo, kako bo to izgledalo. In to sem že rekel, ko smo prišli pa v konzorcij, pa smo se tam posedli prvič skupaj, pa smo spregovorili samo kakšno besedo med sabo, pa sem rekel, pa to smo vsi isti, vsi smo isti, vsi smo narejeni iz iste tišine, vsi se razumemo, in tudi danes, ko smo se videli z Robertom tukaj, pridem, pa se pogovarjamo o popolnoma istih rečeh, o drevesih, pa o rožicah, pa o nekoristnih in koristnih stvarih v vrtu, in jaz pravim, ko imamo na vrtu samo nekoristne stvari, ampak so samo zato, da so lepe. Z Joni se popolnoma, moram še reči, si ti rekla, dobro, mislim, nekaj najlepšega se je zgodilo, zdaj, ko so se z Joni spoznali in skupaj, sem pač vesel, nimamo samo njenih pisem, njeno tišino imamo pravzaprav dobesedno doma, sliko. In imam občutek, da ves čas se pogovarjamo na način, ko grem mimo te slike. Tako, to je v tem, kako smo se mi lahko dopisovali med sabo, in sem včasih imel občutek, zakaj pa Manca ne povej, ko bi jaz recimo pisal Joni, ali pa ko bi jaz pisal njemu ali njemu,
Ampak potem sem pač ugotovil, zdaj, ko sem knjigo, potem, ko je šla, prebral v celoti, sem ugotovil, da smo si pravzaprav mi vsi dopisovali med sabo, čeprav so šla pisma samo prek tebe. Vsa tvoja vprašanja, vse tvoji ti nagovori, te tvoje istočnice so bile pravzaprav namenjene vsem in smo odgovarjali na isti način in vidim, ko smo popolnoma vsi pač na nek način narejeni iz te tišine, zaljubljenci v to tišino, ampak naj povem v pismih, ko si rekla, ko sem pisatelj, jaz moram reči, da sem narejen iz pisem. Če ne bi bilo pisem, ne bi bil verjetno pisatelj. In če ne bi bilo otoka, če ne bi spoznal tega sveta, verjetno tudi ne bi bil pisatelj. In moram reči, da z Brigito, mojo ženo, ko smo se poročila potem dolgo po tistem, sem začel pisati, ko sem bil v vojski. Tako kot Joni pravi, to je pismo, jezik premagajo daljave. Ne? Tako kot morje pač združi otoke, tako kot temna snov združi zvezde. Jezik drži te stvari skupaj, čeprav vsaka potuje po svoje. In Brigita mi je napisala, mislim, ko vojsko več kot 300 pisem. Jaz sem bil tam 1 leto, ampak mislim, da so dobil čisto vsak dan pismo, razen v nedeljo, ko je niso nosili. In jaz sem pisal tudi nazaj, sicer nisem bil tako vesten, ampak sem jih tudi verjetno več kot 100-150 napisal nazaj. In v tem času smo si res povedala več kot zdaj v skupnih letih skupnega življenja. In smo prišli do tega, tako kot smo si prej rekli, ka najboljši prijatelji, oziroma tisti, ki se imajo najrajši, tisti zdržijo ob tišini tudi za mizo skupaj. Ne? In s Ferijo sva imela z Lanščko tudi prijateljski, ta pisateljski odnos. In ponavadi si ljudje mislijo, ko se dobita 2 pisatelja, tako to zgleda strašno razvratno in glasno, ampak ne. Pravi prijatelji so tisti, ko lahko sedajo za mizo in si, kot pravijo, dotakajo tišino. Kozarce polnijo praznino. Ne? In smo skupaj in se pogovarjava in tudi Dane Zajc je bil takšen. On je včasih cele večere s kom presedel in potem je tisti, ki je z njim sedel, rekel, ko sve smo se pogovorila, ne? Pa so samo molčali. Tako da ta tišina, ne, je nekaj, kar je pred govorico, nekaj, kar je skrito v jeziku. In še nekaj moram povedati, to pa zdaj lahko povem, jutri bo to v enem intervjuju objavljeno v Delu. V teh pismih sem se ogromno naučil. Ja, kaj pa? Popolnoma sem pač razmišljal, ne? Jaz pišem ves čas v duši, pa v tišini, pa v jeziku, pa v presežnem, pa ampak v teh pismih, ko sem jih tudi vaše, ko sem bral, pa ko sem razmišljal, kako se to odgovarja, jaz mislim, da nekaj ključnih besed, en stavek rabi človek, da ga v življenju se nauči in potem lahko mirno živi ali pa tudi umre. In par stvari se mi je strnilo in zdaj, če me vprašate, kaj je tišina, ne, kaj je jezik, to je zelo preprosto. Prej nisem znal tega stavka povedati, recimo, jezik je odmev tišine. To sem se naučil med našim dopisovanjem. Ja, lepo. Ja, če je v eni knjigi en stavek, ki bo tvoja hrana, je knjiga vredna. In navdihovalec teh pisem je Dejan Hus, ki piše mistično poezijo. V tej knjigi je ogromno mistične poezije. In on je rekel zadnjič v Mariboru, da je to knjigo bral in vsake to dolg časa ga je kak stavek vrgel v brezno. A ne? Ker je tako strašno resničen. In jaz, ko sem danes to brala, me je tudi kakšen stavek vrgel v brezno, jaz se še nisem čisto pobrala iz njega. Robi, če vzameš mikrofon, gremo kar to. Ugotavljala sem, da imamo veliko skupnih besed. A ne? Spominjanje, poleg tišine, o kateri ne pišemo. Mi pišemo, kako nas tišina nagovarja. K čemu nas nagovarja? Kaj nas tišina uči? Kaj nam tišina daruje? Ne? No, torej,
spominjanje. Potem zanimivo, vsi imamo radi jesen in sneg, ne? Potem vsi imamo radi vode, vsi nekaj v enih vodah pišemo. Potem vsi zatrepetamo ob presežnem, ki mu včasih rečemo Bog, včasih srce, včasih imamo različne besede, ampak vsi nekaj čutimo, ne, da nismo na tem svetu samo jaz. Predvsem pa, kar me je danes še posebej ganil, vsi mi smo ljudje, ki vidimo drugega. To je pa danes taka redkost. Danes sem poslušala priljo mojega ljubega prijatelja, papeža Frančiška, ki je rekel, a danes sploh še kdo posluša, a se danes kdo sploh zares pogovarja. Je rekel, danes govorimo vase, jaz se tako počutim, jaz to menim, jaz to mislim, jaz. Sploh več ne naslavljamo svoje besede na drugega. In me kar stresal, kaj je Frančišek to povedal. Sem rekla, zato smo pa tako osamljeni. Ker če tvoja beseda ni položena v naročje drugega, je mrtva. Tako da, Robert, zdaj pa lahko govoriš, kar hočeš. No, kar lej. Je pa res, da mora biti to naročje drugega odprto. Pa bodimo odkriti, tudi to ni vedno. Ti lahko govoriš brez sprenevedanja nekomu, lahko govoriš iskreno, ampak če ta oseba, recimo bolezensko tudi, vse tega je veliko, zaprta vase in vidi samo sebe, potem bodo te besede pleve, šele bodo mimo, ne? Ampak to ne pomeni, da jih moraš nehati govoriti. Ne, govoriti brez sprenevedanja, vesti se brez sprenevedanja, to je edina pot, ne? Hotela sem samo to reči, ne? Da ni nujno vsak odprt za tvojo odprtost. Tega si treba zavedati, ne? To pač je tako. Zato sem vam še posebej hvaležna, ker ste bili vsi odprti. Ne? Boste videli, ko boste odprli knjigo. To slište utrip srca od vsakega in to tako kri teče po naših žilah. Se mi zdi, da toliko, kakor smo si mi dali, ali pa tudi, če smo molčali, ampak veliko smo dobili drug od drugega. Robi, imaš kakšno istočnico? Mogoče lahko odgovorim preko arhitekture ali pa preko tega, kako se lotevamo arhitekture, a ne? Ker je nek samo drug jezik, je druga govorica, drugače se pa ukvarja z istimi stvarmi, kot pa beseda. In to osredotočanje nase se mi zdi, da je zelo prisotno v današnji kulturi, predvsem tej zahodni, kjer tudi v arhitekturi se strašno poudarja koncept. Nekaj, kar prihaja iz moje genialne glave in potem lansiram v svet in predstavim neko idejo preko medija, ki ga naj bi obvladal. Ampak mislim, da na tak način govorimo mimo drugega. Ne? Večji izziv ali pa mogoče edini izziv, edina pot, ki nam ostane, je pa opazovanje, pa poslušanje, kje pravzaprav sem in kdo pravzaprav je drugi. In tu v arhitekturi razmišljam, kako je koncept na nek način na eni strani stoji, na drugi strani pa stoji kontekst, a ne vprašanje, raziskava okolice, okolja drugega. In če najdem, mogoče smo poklicani, da najdemo, da prisluhnemo govorici drugega, pa se naučimo govorice drugega. Ali pa odkrijemo,
kako čuti drugi. In takrat, ko odkrijem, kako čuti drugi, ga lahko tudi nagovorim. To je pa daljša pot kot iz samega koncepta, iz neke racionalne ideje, ki je lahko sicer genialna, ampak ne komunicira z drugim. Zato se mi zdi toliko bolj pomembno, da je ta čas, da si vzamemo čas za tišino, da sami utihnemo in pa vidimo, opazujemo, gledamo, poslušamo, kaj je pravzaprav okrog, kdo je okrog nas. V tem smislu. Hvala lepa. Joni, to, da smo odprti do drugega, drugi je lahko tudi narava. In če kdo vidi, sliši, čuti naravo, vsako bilko, si to ti. In ti si v nenehnem dialogu, ti nisi zaprta vase in ne slikaš iz svojih genialnih idej, ampak si vedno nagovorjena na nek način od drugega. Kaj bi rekla o tem? Mogoče jaz naravo dojemam niti ne kot, mislim, lahko v enem pogledu lahko temu rečemo drugi, v smislu dialoga, ker vsak dialog izpostavi formo drugega, ne? Ampak v bistvu doživljam in vidim naravo, da smo mi vsi del narave, ne? Nismo ločeni narave, ampak smo narava, tako da ko opazujem naravo, se mi zdi, da opazujem sebe, ne kot osebno sebe, ker v tem smislu se ne zanimam, me ne zanima. Ja. Mislim, vsekakor je vredno tudi to učenje svojih tendenc in svoje osebnosti, ne, kaj je nekaj, kar je tvoj vzorc in je zanimivo učenje in vredno učenje, ampak bolj me zanima, vedno me bolj usrka v bolj univerzalno, to, kar je vsem lastno, to, kar je lastno naravi, to, kar je lastno vsem nam, bitjem, ljudem, živalim, vsem bitjem in planetom, tako da to je tisto, kar mene narava vabi v to kontemplacijo in to se mi zdi tudi, recimo, naravni tok meditacije brez neke posebne forme je ravno to, potopiti se v to najbolj univerzalno. In tle imam vedno občutek po eni strani ene radikalne samosti, ki je paradoksalno enako čiste skupnosti, ne? Je eno in isto, samo sta dva različna izraza, tako da v mojih slikah ni vidne figure kot take, ampak jo pa zelo doživljam celo skupno življenja zelo močno, mogoče najmočnejš skozi samoto slikanja, kjer je zame najmočnejši izraz in dialog tega, kar. Hvala, Joni. Dialog, ne, to je beseda, ki se ponavlja. Če je kdo nenehoma v dialogu, je to prevajalec oziroma prevajalka. In to je tako težko delo. Se mi zdi, da si ti kaj en rudar, ki hoplje vsem po rudniku, da najdeš prave besede, da najdeš prave stavke, da najdeš pravo atmosfero. Ne, se gre samo za to, da se ti uživiš, gre za poslušanje. Ta poklic je po svoje zelo podoben dramski igri, recimo, ali pa glasbenemu poustvarjanju. Ti greš, recimo, meni dialogi zelo hitro tečejo, ker ni noben kunšt, ker postanem tista oseba. Ne? Tako da, ja, poslušanje praviš, ne? Tega poslušanja je vsekakor prevajalec skozi vajen, sicer pač ni prevajalec. Ne? Ja, poslušanje pa
na osebni ravni, v vsakdanjem življenju pa zavedanje, jaz veliko pišem o spominu, ne? Kdor je bral, bo videl, da sem skoraj obsedena s spominom. To je zaradi zavedanja enkratnosti vsakega, ne samo človeka, bitja, rože, mize. Tudi ta miza, če je bila izdelana v tovarni, enkratna je. Ni več nobene take mize. Ni nobene take. In to je, vse ima svojo enkratnost. Ne? To se mi zdi zelo bistveno povezano s spominom. Spomin pa seveda s pozornostjo. V bistvu je spomin usmerjena pozornost, nič drugega kot to. Ne? Tako da, ja, pozornost, poslušanje, to je bistveno. Ne samo za prevajalski poklic, ampak ja, če me že vprašaš. Za človeški poklic. Ja, biti človek je znati poslušati, se vživljati, a ni tako? Absolutno, ampak se si ne predstavljam, da bi lahko kdorkoli bil umetniški ustvarjalec ali pa poustvarjalec, če ne bi bil odprt in pozoren človek. Rače je blefer, če mogoče prehuda beseda, ampak meni se tako zdi. To je pa istočnica zadušena, ki zagotovo ni blefer. To je pa dobro povedala, a ne? Hvala. Hvala. To smo že prej rekli, pravzaprav ne govorimo dobesedno neposredno o tišini, ampak o tišini, o tem, v čem se tišina je. Ne? Tišina ni sama po sebi, ampak je naseljena v spominu, v doživetju, v duši, v jeziku. Vse posod je notri tišina. Ne? In pravzaprav odmeva, mi, kar delamo, smo usmerjeni na tišino in slišimo kot nekaj, za vsako stvarjo je tišina, za vsakim človekom, za vsakim drevesom je tišina. Ne? Ampak neposredno je verjetno ne moremo izkusiti, ampak samo skozi to neko posrednost, kot posredovano. Ampak jaz si to tako razlagam preprosto, vsi vemo, kaj je beseda duša. Ne? Vsak ima neko predstavo, kaj bi naj duša bila. V duši govorijo fiziki, neuroznanstveniki, psihologi, teologi, ne nazadnje pesniki, pisatelji, vsi govorimo o duši in vsak ima neko predstavo, kaj bi naj to bilo. In tudi jaz, ko pišem, pravzaprav si želim, da bi v njej bilo, da bi odmevala moja duša, ne? Da bi jo na nek način izrazil. In potem si moraš ustvariti nekaj preprostih, s parimi besedami, da sam sebe najprej potolažiš, kaj to pravzaprav duša je. In jaz govorim o duši v pesmi, v literaturi. Ne? In to je zelo tesno povezano in neverjetno, vsi imamo nek podoben ta, ki smo si dopisovali, ta odnos do duše. Namreč, nagovarjamo jo lahko zelo samo drugačnim jezikom, ne s tem vsakdanjim, niti zgolj časopisnim, niti samo znanstvenim jezikom, niti zgolj pogovornim, ampak ko govorimo o pesmi, o duši, o poeziji, moramo s tem nekim drugačnim jezikom. Jaz pravim, edino z jezikom ljubezni. Ne? Se ne moreš ne s cinizmom, ne z dokazom, ne z zaničevanjem, niti s posmehovanjem, ne moreš napisati pesmi. Ne? Drugo je, ves čas, tudi Mancal tako lepo govoriš, nagovorjen moraš biti. Nagovorjen, ne, v tišini, sam. Ničesar sam ne moreš vprašati. Ne moreš vprašati, kdo si, kaj si kot ne, tišina, ampak ko si pa nagovorjen, pa odgovoriš. Vsi odgovori so že naprej v nas. In tretje, kar je pa Vesna tako rekla, brez spomina ni ničesar. Ne. Tudi mi smo prišli iz neke globoke, daljne tišine. Saj ne vemo, koliko je stara. Ne. Lahko je 13 milijard let, lahko je starejša, lahko je mlajša, ampak iz neke tišine smo prišli in smo tukaj obdarjeni s tem nekim odmevom, da o tem izkušnji lahko govorimo in spet bomo se vrnili v neko dolgo tišino, ki bo mogoče še daljša, še od 13 milijard let. Ne vemo, kako dolga bo, mogoče bo kratka ta tišina. Ampak v času, ko sem pisal to svojo zvezdno karto, sem eno prečudovito knjigo bral iz leta 1933, eno takšnih prvih poljudnoznanstvenih knjig o vesolju. In tam piše, da pravzaprav je vesolje nepredstavljivo za nas staro, ampak mi smo se rodili zdaj
ko je že zelo staro, nekje proti koncu vesolja smo se rodili v nekem času, zdaj počasi že se vesolje ohlaja, ne, in že izveneva. Ampak hkrati smo pa na lestvici živih bitij šele na začetku. Vse življenje bo nekoč preraslo, vse to vesolje. In on pravi, tam pač ta piše, nekaj prekrasnega je pred nami, neka neizmerna tišina, ampak hkrati za nas, za ljudi, ogromno neizmerno časa, da v tej tišini se kaj naučimo. In pravzaprav nič drugo, ko sedeš v tišino, se učiš v tem, kar je neizmerno presežno od vsega, od tistega, kar je bilo in kar bo. Amen. Moram kar sapo zjesti, kaj pa ne bi še rekla. Mogoče mi bodo te ključne besede naših pisem pomagale. Robert, ena od besed, ki jo vsi uporabljamo, je celota. Videti celoto. Ti o njej pišeš, Ira veliko o njej piše. Vsi na nek način pišemo, da obstaja neka celota. In mogoče je rana tega časa, da več ne vidi večje slike od tistega delčka, v katerega recimo, če nekdo dela hišo, ne bo taka pa taka. In pohvalijo zgled v celi Ljubljani, ker tega sploh več ne vidijo. Ne gledajo več na grad, ne gledajo tako Plečnik, ki je imel stalno pred seboj celoto. Celo mesto Ljubljano, ne samo kaj. Kaj bi ti rekel ob tem občutenju celote, živetju celote, pogledu na celoto? Mogoče bolj kot o celoti, ali pa večkrat kot o celoti razmišljam, ali pa se zagledam v nek mali detajl, kjer se ustavim in se mi zdi, da je celota tam znotraj tistega. Sej mogoče, verjetno vsi poznate to William Blakeovo pesem, jo bom poskušal ponoviti. Videti cel svet v roži na poljani, ne gre mi. Vzdržno peska na dlanih, daj dušam, pomagi. Ja. Lahko pa obnova poveš. V majhnem je veliko, je rekel Trismegistus, ne vem, 10.000 let pred našim štetjem. Hahor v velikem, tako v majhnem, ampak če se tega zavedaš, in če res vidiš, temu rečejo v fiziki hologram. Ne to fiziki, da vidiš v majhnem. To ne vem, kaj je hologram. Ja, pravzaprav se mi ukvarjamo, vsaj arhitekti ali pa vsaj moje delo ali pa moj pristop je tak, z raziskavo malih stvari, vsake podrobnosti in potem iz te podrobnosti sestavljamo v eno zgodbo, kjer ne bi bila harmonična. In iščemo harmonijo med njimi, harmonijo odnosov med posameznimi deli. In na tak način prihajamo do take hiše, ki verjamemo, da ne bo jezila ljudi še naslednjih 100 let ali pa 200, ampak da jih bo sprejela, da jih bo tolažila, da je to naša naloga. In mislim, da je to pot do tega je pa prav preko tega, preko poslušanja, preko opazovanja in preko časa, ki si vzamemo za tišino ali pa norimo po drugi strani ali pa na drug način z idejami in jih vsiljujemo svetu. Gre za neko kakšno osvobajanje od jaza, od tega moje ideje, to, kar je moje, kar posedujem jaz,
pa od neke želje po oblasti na vseh ravneh, ne samo na državni pa svetovni, ampak na mojem prav. In osvobajanju od tega, in se mi zdi, da bolj, ko se osvobajamo od navezanosti na karkoli, na materialno, na svoje želje, na svoje misli, bolj ustvarjamo prostor, kjer za drugega. In ko bomo sprejeli drugega v ta prostor, takrat se celota začne graditi. William Blake. Joni, ti si kimala, ker ti je bilo tako blizu, a ne? Ja, saj vsi tako lepo izrazijo to, kar je tudi, to, kar so tudi moje misli ali občutja, da skoraj nimam kaj dodati. Je pa tudi v redu. Ampak ja, ko si mogoče se navežem na to, kar je Robert rekel, tudi jaz zelo doživljam v vsaki mali stvari to živost, ne? Ta živost, to utripanje tega bitja, ki govori, ne? Spet smo tudi po svojevrstnem dialogu, ki govori z neko svojo tišino, in ta tišina je celota sama po sebi, ne? Se mi zdi. V tej tišini je tisto, kar se ona vse prežema, ona pričuje o tej celoti in ni stvari, ki bi lahko bila od tega vzeta, ne? In v tem je lepota, ne? Ampak videti to, doživljati to je lepota in ena svojevrstna svoboda, ne, bi rekla. To željo in to hrpenenje se mi zdi, recimo jaz kot slikarka govorim skozi slike, to hrepenenje izraziti, to se pokloniti vsem tem detajlem, tej lepoti, ki jo jaz doživim, in to hrepenenje, da bi podelil, vrnil nazaj na oltar celote in vsem bitjem, ne? Ta tok, ta krog. Ja. Ja, dragocen. Vesna, ti si nas pa vse fascinirala s tem, ko si pisala o fragmentih. Ti imaš pa en čist poseben pogled, ne, kjer poudarjaš, že v bistvu mi lahko vidimo samo fragmente. No, zdaj pa beseda tvoja. Ne, saj dejansko, ja, ravno o tem sem premišljevala, ko je Joni govorila, ne. Ja, po svoje bi se skoraj lahko rekli, da gojim fragmentarnost, čeprav to ni res. A slišite? Vsi? Dobro slišite? Čim bolj bliž, Vesna. Ja, okej. Fragmenti, ja. Fragmenti mene fascinirajo že od nekdaj, ker se mi zdijo, to bom težko zdajle pojasnila, ker sem tudi navajena biti cele dneve tih, ne. Jaz rečem, ne vem, dober dan v trgovini, eno kajzerco, prosim, to je običajen moj dialog. Tako da me moj lasten glas me moti, ko govorim, ne, ker ga nisem vajena, samo zato. Fragmenti, ja, fragmenti se mi zdijo po svoje veliko bolj izostrijo vse tisto, kar ni vidno. Pa predvsem kažejo mnogoterost, ki je v človeku, ne samo človeku, nasplošno v življenju. Ne? Recimo, mislim, da sem ti napisala v enem pismu, če bi mi ti pisala eno določeno pismo, ne vem, pred enim letom ali po enem drugem času ali pa danes,
bi ti odgovorila popolnoma drugače. Ampak to ne bi bilo manj pristno od tistega, kar sem odgovorila, ker imamo pač različne fasete, različne fragmente in te fasete, te fragmenti niso, se pravim, enako pristni so, ampak so lahko zelo raznoteri, zelo raznoliki in zanimivo je, kako živimo lahko na zelo različnih ravneh, pa so vse pristne, odvisno od trenutka in tako naprej. Ampak ja, no, fragmenti postavljajo na laž iluzije celote, ki jih včasih ljudje gradijo, ki so pa v resnici zgrajene iz stereotipov oziroma iz vsega živega. Ne? Fragment je pa kot črepinja. Samo črepinja, ampak izostri svetlobo lahko, izostri vse tisto, kar manjka, implicitno pokaže na vse tisto, kar manjka, da se nekako izrazim. Vidite, kako mi tam le ploska, umetnica Ifigenija. Zanašam se na inteligenco ljudi, da razumejo, kaj hočem reči, pa ne morem, ja, ampak okej. Dušan, kako pa tebi odzvanja beseda celota? Ti imaš tudi večkrat duša sveta, a ne? In duša, v duši sveta, to je duša celote, a ne? Pravzaprav, na nek način, no? Ti to zdaj malo bolj pesniško. Ja, pesniško. Pardon. Pesem, ne? Ena pesem je pravzaprav je fragment, ampak hoče biti celota. Poskuša biti celota, ne? Vsak vers, vsaka mala kitica, vsakih nekaj besed pravzaprav poskuša govoriti o celoti. Ne? In kot pesnik nimam nič več, nimam nobenih moči, nimam druge kot to, da poskušam napisati pesem, ki bi naj nekoč odzvanjala, pa ki bi naj odzvanjala v tej celoti, ampak se zavedaš, da vedno začneš znova. Ampak mogoče je, jaz sem se že, ko sem starejši, toliko naučil, da ne smemo več govoriti o celoti. Ne? Celota kot taka nam je nedosegljiva. Celota kot taka je mogoče celo iluzija, je izmislek, je samo vera. Ampak ne smemo te vere zapustiti. To je bistveno. Ves čas je treba poskušati, ne, iz celoto, čeprav je mogoče pa zares za manj. In zato pesnik, zakaj sploh pesnik še napiše eno pesem? Zakaj še eno, če si že napisal eno, pa še dve, pa si že dobre pesmi napisal, ko si že napisal mogoče najlepše pesem v svojem življenju? Zakaj še eno? Samo zato, da nas ne bi dokončno celota preplavila, ampak ta celota je kaj? Je jezik, ves jezik, vse besede, ki so na tem svetu. In vedno, ko pesnik napiše prvo besedo, prvi vers, pravzaprav obnovi in na novo spostavi ves red sveta, na novo obnovi jezik. In v tem je neko upanje. Ni nič, ne vem, nekaj takšnega, da bi pač se postavljal z neko močjo, da pa jaz pa lahko, ali pa ne moreš se temu utegniti. Ne? Vedno poskušaš, vedno bi rad napisal pesem, drobno pesem, ki bi bila celota. Zato je ta beseda celota, ne, pri nas udeležena, ne. Tudi, če je nedosegljiva, pa ravno zato, ker živimo znotraj paradoksov. Zdaj imam pa jaz eno prošnjo, če je možno. Glede na to, da smo mi tukaj zadnjič to sezono, pa upam, da bomo od oktobra spet Dušan, a bomo? No, jo, to bo čudovito, ker jaz imam že program, a veste, za cel let. Nekaj to zanimivih ljudi in to zanimivih knjig in tem. No, ampak zdaj imam pa prošnjo za vse nas, ki tukaj sedimo, in Razorho bo res temeljito zamudil, nič hudega, mu bomo pa vse povedali. Ali je kdo med vami že prebral knjigo Nagovori tišine in bi nam podaril svoj komentar? A ne bi bilo to lepo? Če je kdo že, če ne pa še boste. Ker mi, vsak od nas, ne,
mal zadrhti. A to v drugih odmeva. Jaz sem se zelo bala, a bo to knjigo sploh dohupil. Ker je tako nežna, tako nevsiljiva, tako tiha. In potem sem ugotovila, da jo dobro prodajajo. Ker sem bila zelo presenečena, kar pomeni, da smo v času, ko hrepenimo po nežnosti, po tišini, po intimi, po pristnosti, po vsem tem, kar je nekaj najbolj človeškega. Ampak da se ne bi v tem več znali pogovarjati, da nas bi bilo strah, da se bojimo izraziti. In zato prosim, če bi se kdo izrazil. No, Ifigenija, prosim. To bo tako, da si nam dala poljub. Poljub. Jaz sem knjigo prebrala takoj na začetku, ko sem zvedela, da je šla. Najbrž sem prvo kupila, ker en dan jo še niso imeli, drug dan pa že. In sem jo brala tako, da sem nenadoma videla, da se jaz s temi ljudmi pogovarjam, da bi jim jaz tudi hotela dajati vprašanja, da so tvoje vprašanja bile ravno tiste, ki bi jih tudi jaz, pa bi mogoče še nadaljevala. In mi je bilo vsakič žal, ko ste končali tako hitro. Za vsakega posebej, prav zares. Ker sem nenadoma tudi jaz vstopila v svet prijateljev, ker bi se z njimi lahko pogovarjala. In to je tako redko, da pri teh letih srečaš nekoga, s katerim bi se pa še z zanimanjem pogovarjal, ker sem tako rekoč obdelala že vse, kar je bilo in zdaj jaz samo še umikam se, ne. Ampak ta knjiga mi je pa rekla, še so ljudje, s katerimi bi se želela pogovarjati in to je bilo najbolj dragoceno, kar sem dobila od te knjige. Jo, pa kar smo dobili zdaj mi. A ne? Hvala. Ifi, najlepša hvala. A ima še kdo poljub za nas? Jaz sem tam videla eno knjigo, ki je imela poln listov noter. Naj lastnica dvigne roko in kaj pove. Kaj se s to knjigo dogaja? Zakaj ima toh listov? To nas zanima. A vstaneš, prosim. Pa proti kameri se obrni, ker si filmska zvezda. Jaz sem draga, ta knjiga se me je globoko dotaknila, predvsem pa te besede, ki so napisale noter, ta tišina. Jaz vse bolj živim tišino. Zgubila sem moža in ta tišina me je nagovorila, da sem mu napisala pismo. Lepo. Da sem mu povedala vse tisto, kar sem mu želela, čeprav sem mu na njegovem odhodu, umrl mi je praktično na rokah doma, na tem prehodu zelo veliko povedala, ampak še vedno so ostale neizrečene besede. Ta knjiga me je nagovorila zaradi vseh teh Hafisov, Rumijev, Dušanov, Vesen, Jonijev, Robertov, zaradi vseh ljudi, ki čutimo tako. In jaz v bistvu sem se kar poistovedla z vsemi vami, manj za tabo. Meni se je zdelo to nekaj tako čudovitega, tako nekaj lepega, v bistvu, kar danes v tej tehniki internetu, SMS-ov, messagev, Facebooku, ki jih jaz pravzaprav sploh ne maram, ker jaz veliko raje sedim v tišini z mojim psom, kakor pa da pišem message. A ne, rada sem v tišini z mojim prijateljem, tudi če ga vidim enkrat na leto, je to neprecenljivo, ker tišina je nekaj najlepšega, kar nam je dano. Hvala vam za to knjigo vsem. A smem jaz povedati še za to, kaj delaš pri hospicu?
Zaradi vas bom povedala, Robert, še nisem povedala, tudi ti si delal v hospicu. Katarina dela pri hospicu skupino žalujočih. In to so vdove in berejo knjigo o našo nagovori tišine. In ena si je rekla, ne, da se še nikoli v življenju ni vprašala, ne v tišini, da ni nikoli noben nič vprašal na to temo. In kako veliko jim ta knjiga da, ker jim dovoli, da so v tej tišini take, kot so. Da žalujejo, da so žalostne, pa hkrati imajo še neki, ta lepota jim prinaša njihovo upanje. A sem prav povedala? Tako da hvala lepa. A je še kjera s teboj tukaj? Joj, super, joj, kako lepo. In niste vse, ampak prebrali ste pa že vse ali berete? Yes. Lejte, to so največja darila, ki jih mi pisci sploh lahko dobimo. Mi denarja ne dobimo, veliko, veste, delavce mislim, da kako večerijo pa, ampak to bomo pa nesli, ne, in bomo vedeli, da ima smisel to, kar delamo. In človek si najbolj želi, da je njegovo življenje smiselno, da ne živimo v prazno, da ko bomo umrli, bo za nami, bodo ene sledi in drugi bodo lahko hodili po teh stopinjah. In bomo povezani, živi in mrtvi, tako kot itak smo. Mi se vsi tega zavedamo, ker komuniciramo in z mrtvimi in živimi in sploh. In z unimi izpred 1000 let, ne, in tako naprej. Če je še kakšen odmev? Ja, Breda, no, Breda je tudi eno dragoceno bitje, ki bi ga bilo treba razmnožiti. Ona ima pa bralni krožek z onkološkimi bolnicami, kjer je ona prostovoljka. In kako one natančno berejo in kako je Breda dobra mentorica. Hura! Hvala, da sem lahko tukaj. Hvala, da si me povabila, da sem v krogu toliko veliko ljudi, ki jim je tišina blizu. Jaz sem to knjigo prebrala, pa se nekaj, zakaj jo tako berem tako počasi, pa zakaj tako na nek način, ne strahom, ampak nisem znala nagovoriti, zdaj pa vem, zato ker je tako nežna. Potem me je knjiga nagovorila o poeziji. Nisem znala nagovoriti, kako bi se jaz izrazila v tišini, razen v dialogu, v neki praznini, v neki temi, v vesolju. Potem ste pa vi tako dobro vse to nagovarjali in tako, kot je bilo pred mano, gospe, meni je tudi zmanjkalo, ker ste nehali. Vse nekaj, joj, Manca je se že poslovila od njega, jaz bi pa še kaj. Skratka, hvala vam za te vsebine. Mi imamo to knjigo v jeseni na sporedu. Pridem. Absolutno si vabljena že zdaj in to pred pričami. Vsekakor hvala vam, ker ste vsak zase, pa v bistvu skupaj ena lepa celota, ki ste nas popeljali v svobodo, sej mene in pa v eno lepoto in harmonijo. Hvala lepa. Hvala, Breda. Zdaj imamo pa dosti, zdaj pa ne moramo več. Jaz bi za konec rada povedala to, kar je rekel Dušan. Čeprav se oni med sabo sploh niso poznali in so se prvič videli v konzorciju, smo mi bili že shani v preprogo skupnosti. Ja, ena družinca, ne? In tako smo tudi mi. Vi, ki hodite na
ta naša srečanja sem v Švicarijo sedel te družine. In zato gremo mi vedno v tako bogati domov, a ne? In tako radostni, da obstajamo, da mi vsi smo ena svetla, lepa skupnost ljudi, ki se spoštujemo in ki se ljubimo. Tako da, hvala lepa. In zdaj bo pa samospev. France Pleširen nas bo vprašal, kam? Ko brez miru okrog divjam, prijatelji vprašajo me kam, kam. Vprašajte raj oblak neba, vprašajte raj val morja, kedar mogočni gospodar, drevisem ter ti vihar. Oblak ne ve in val ne kam nese me obup, ne znam. Samo to znam, samo to vem, da pred obličje ni ne smem. Samo to znam, samo to vem, da pred obličje ni ne smem, pred ni obličje. In da ni mesta vrh zemlji, kjer bi pozabil to gorje. Hvala lepa, mlada umetnika, štipendista MOL. Ste slišali, kako samospev govori iz duše, a ne? To je ena glasbena oblika, ki je morda premalo cenjena, ker povezuje in besede in glasbo v eno tako celoto, da smo zdaj lahko žalostni, da on ne sme pred nje obličje, mi pa smemo in zdaj končujemo in gremo drugemu pred obličje. Hvala lepa in nasvidenje oktobra. Hvala.